Začelo se je pot jadranja iz Sicilije proti Sardiniji. Zdaj naj bi kar nekaj dni konstantno pihalo, kar dovolj. Tako da naj bi hitro prišel do Sardinije, računam dober dan, tam po pol. Če bo taka hitrost, kot zdaj jadramo tam 6 do 7 vozlov, kar je idealno. Tako da če bo takole do cilja, bom zelo zadovoljen. Včeraj sva prišla iz Sicilije na Sardinijo zvečer, sva prespala na sidru. Daniela je šla domov. Jaz pa sem šel zdaj tle v bližnjo marino, ker sem naročil servis za hladilnik, ker mi nekaj dobro ne hladi. Po moje treba kakšen plin dofilati, ker ga nisem še nikoli. Kompresor drugače deluje, tudi malo hladi, ampak zelo malo, tako da sumem, da je plin. Zato sem naročil servisarja, ki pride potem bolj proti večeru. Tako da sem zdaj na elektriki, vodo imam, vse je. Zdaj grem pa s Chirojem en krog pogledati tukaj po Cagliariju, malo če kaj zanimivega, ki imam glih čas. Ne vem, mogoče bom celo prespal tukaj na privezu. Glede na to, da zunaj spet 25 do 30 vozla piha, mogoče eno noč fajn, če normalno spim. Skratka, zdaj pa grem z mojim Chirojem, kar je za take stvari in s popotnike super. Pa še elektriko imam, ki ga bom lahko potem poln napolnil, čeprav zdaj je poln. Polnim zdaj še, ne vem, računalnike, vse sorte baterije, da malo izkoristim, pa to se ne da nijem dosti elektrike, ampak če je že priložnost. Pa zaloge vode si bom popravil, se pravi, dopolnil vse, malo bom upravil, to so spravil, dopolnil tanke, te, ki so noter tovarniško grajeni, plus še glede na to, da sem vprašal, ker je pitna voda, bom natočil še v moje oddane galone, ne vem koliko, po 20 litrov, imam 5 teh kant, ki imam sem za pitno vodo, tako da bom potem polni akumulatorji, poln vode, upam, da bo tudi hladilnik zrihtan, pa da me ne preveč stalo, da potem grem naprej ob Sardiniji. Po moje se bom zadržal kakšne teden, 10 dni, računam nekje, potem pa, ko bo en dan ugoden veter napovedan, oziroma 2 dni, bom krenil za Malorko, potem bom tam nekaj časa še, pa bomo videli, naj bi se mi pridružili 1 ali pa 2 osebi na Ibici, s katerimi dvema bomo potem skupaj jadrali mimo Gibraltarja na Kanarske otoke. Zdaj grem pa pogledati, dokler je še vreme, pa dokler me je še volja. Tole je Cagliari, jaz pa takole na skuterju, ali s Chiroju, ni glih varno takole na eno roko, ampak glede na to, da pazim, grem počas, ni krize. Grem en krog. Odlično tole. Sem ugotovil, da ni slaba ideja s tem Chirojem. 25 na uro, 45 km dosega, super.
Tako da zdaj si lahko privoščim kakšno urico, dve malo po mestu. Pa upam, da najdem kaj zanimivega. Evo, moj skiro me je pripeljal na hrib. Lep pogled, tam nekje je Timi v marini. Od zunaj, ne vem, če se vidi, ampak kar piha, so tudi valovi. Piha pa med 25 in 30 vozli. Tole pa lep pogled na mesto. Tam na gor mislim, da bi bilo fajn zaiti, tam na gor neka grad ali nekaj sem gledal, tako da še verjetno kar nazaj dol. Pa grem pogledat še tam kaj zanimivega zame. Je pa vsako mesto, tako da prideš, ne bi lahko imel kakšen dan. Sem zato, da bi raziskoval mesta. Zdaj, glede na to, da počasa si ne bom vzel, bom samo vsake toliko časa kaj, pa če se mi zdelo kaj zanimivega. Glede na to, da čakam serviserja, imam pa zdaj čas. Takole se vozim. Peš ne bi pod tega mogel pogledati, ko bom zdaj. Evo, sem prišel na eno razgledno točko. Ful enih cest. Mesto je ful veliko. Mislim, da ima tam blizu 200 000 prebivalcev. Tako da je kar veliko. Saj ne vem točno, kje sem prišel. Glavno v tem večjem zalivu sem bil včeraj, ko sem prespal, ko sva prišla zvečer. Da pa tle okoli in okoli je pa mesto. Tukaj dol je glavna luka. Skratka je kar veliko. Niti ne vem, kam bom šel, zdaj pogledal malo na Google zemljevide, ki je kaj pametnega, da sem pa itak utrujen danes, tako da verjetno še kar malo nazaj v marino in tam itak še dosti stvari za postoriti. Je pa nek teater. Sem se ne da noter, če zagrajo snem. Da se pa i tu gledati, samo se odpre ob 3. V bistvu se vidim. Se pa ta italijanska mesta na jugu zelo lepa. Nisem si mislil, da je tako fajn, tle sem si bolj predstavljal vse ravno, ravnino, ne vem, bolj cigansko, vse skupaj. Ampak imajo super. Vse dosti urejeno, glede na to, koliko jih je, pa to. Se splačati na dopust, da je tudi tukaj dol. Moj sprehod po mestu. Dobro mi gre. Zapeljem čez, malo svežitve, ne škodlje. Moram kar paziti. Drsi. Pa začenjam moje delovno mesto, kar pomeni pomivanje posode, to moram.
počasi. Srečo imam tudi slano vodo, tako da veliko vrčujem z vodo, kar je odlično. Danes moram izkoristiti vse, kar minut tle marina, se pravi voda pa elektrika. Imam tudi prenosni pralni stroj, tako da bom dal še pred postelnino. Potem jo bom zunaj opravil še sladko vodo, čakam serviserja. Nekaj dela me čaka, pa malo se bom pobril. Evo, da se pohvalim, imam tudi pralni stroj, ki ga bom danes uporabil, bom opravil postelnino. V bistvu sem dal stvari noter. Zdaj bom pa kar vodo vzel iz tuša, ker je vroča. Te pa bom naštimal 15 minut, lepo to vrti levo, desno, malo bolj kot vidne roke, tako da bo sveža postelnina. Pralni stroj dela, 15 minut. Ne bo tako kot pralne stroje, sigurno ne, ampak bolj kot ne roke, pa sigurno, pa še topla voda, samo malo praška, super bo. Evo, kot obljubljeno, je prišel serviser za hladilnik. Zgleda, da so bile moje domneve ta prave, ki je pregledal kompresor pa zmeril tok pa vse. Tako da zgleda, da je res samo plin treba dopolniti, tako da upam, da je res. Tako da zdaj šel pa v avto po plin, da ga bo dopolnil oziroma zamenil tle kak se prhnloč. Tule je drugače elektronika, deluje, ventilator, hladilnik. Preden sem šel na pot okoli sveta, sem tudi ta ventilator sem zamenil nove ležačke, ki so rožili, tako da bi moglo delati. Jaz upam, da sem to, pa da bo potem razdelalo. V končni fazi to zdaj še najmanjši strošek, brez hladilnika biti je pa težko. Se ne, da se ne da, imam še skrinjo pa tako naprej, ampak vseeno, ne morem biti 2 leti brez hladilnika. Tako da sem vesel, da ni kompresorno, vsaj upam. 20. dan, odkar sem štartal iz Portoroža, da na kratko povzamem, kaj se je dogajalo. V bistvu nič posebenega, glavno štart, potem pa 2-3 dni jadranja do sredine Italije, do Vieste, kjer sem prvič sidral. Skratka ob obali nadaljeval naprej mimo Barija in vse skozi do Pete Škorna, potem naprej skozi po južnem delu do Mesinskega preliva, mimo Sicilije na vulkan, ki se imenuje Vulcano, pa nazaj na Sicilijo. Zdaj pa predvčerajšnjem sem prejadral iz Sicilije na Sardinijo in sem se prvič po 20 dneh vezal na pomol oziroma v marino. Privezal sem se pa zato, ker v bistvu sem rabil servis, ker mi je hladilnik začel slabo delati oziroma mi skoraj ni več delal. In sem rabil servis. Na srečo sem brez težav dobil serviserja, tako da potem, ker ni bila marina tako zelo draga, sem se odločil, da bom tudi ostal čez noč, napolnil baterije, vodo, vse pospravil in tako naprej. Serviser je prišel, pregledal vse, ugotovil, da je res to, kar sem že sam ugotovil, v bistvu problem samo plin. Glede na to, da je 30 let stara jadrnica, verjetno še nikoli ni bil menjen plin, tako da je zdaj to popravil in dobro deluje. Stestirano čez noč, tako da super. Je kar dosti vetra tukaj zdaj na jugu Italije, tako da se da kar veliko jadrati. Drugače, kakor se le da, sidram, v bistvu vse do zdaj sem sidral, sicer ni tako kot na Hrvaškem nekih otokov, zalivov, kjer bi lahko našel varen zavetje, ampak se pa da pred temi marinami najti prostor pa za sidrati, tako da do sedaj nisem imel nobenih večjih težav. Danes sem si malo odpočil,
od nočne, napornega jadranja. Tudi vse te noči nazaj nisem ne vem kako dobro spal. Seveda to zame še začetek, spoznavanje nekaj novega, stalno neko prilagajanje od ne vem, pospravljanja po jadrnici in vsega. Tako da je kar zanimivo, pestro. Zdaj pa načrtujem, da bom v naslednjih tednih nadaljeval pot ob obali Sardinije, potem spet prečkal morje do Malorke in Ibize, kjer se mi pridružijo spet posadka. Glede na to, da je kar veliko vetra napovedanega, močnega, se bom izogibal teh odprtih območjih in bom raje jadral v zavetju. Malo manj jadral, pa več se sidral, užival v morju in hodim na obalo. Kar se tiče same jadrnice, ni nobenih težav. Tudi recimo vodo sem imel zdaj 20 dni brez težav, brez da bi jo porabil, tako pitno kot sladko, ki jo uporabljam za pranje, tuširanje, pranje zob in kuhanje. Hrane imam dovolj, kar nekaj časa. Bom še objavil kakšno sliko, koliko tega vsega pride. Sem kar težak, kar se tiče samih tekočin, imam ogromno litrov, kar pomeni ogromno kil, potem potapljaška oprema, gumenjak, izvenkrvni motor, glavno robe je dovolj. Vse skupaj skrbno dokumentiram, fotografiram. Na Patreonu objavljam zapise, zdaj sem jih naredil 5 zapisov v 20 dneh. V bistvu postopno, kaj se dogaja, napišem, objavim slike, tako da če koga zanima, lahko pogleda to na Patreonu, sicer je plačljivo. S tem, sicer ko plačate, pač to lahko se to vidite in me hkrati s tem podpirate, brez da bi me, recimo na primer, povabili na kakšno pijačo, ki bi bistveno več denarja porabili. Skratka, to, da se vam malo javim, da sem še živ, zdrav, zdravje mi služi. Voda tukaj, no, da še povem, ima skozi 27 do 28 stopinj, tam nekje. Temperature čez dan so tam okoli 27-28 stopinj, napoved naprej kaže, da se bo vreme celo še zboljšalo in bo šlo nad 30 stopinj. Tudi po noči ne padejo, pade po 20 stopinj. Tako da res še pravo poletje tukaj. Je fajn, Južna Italija, nisem še tukaj bil. Si pa želim pač iz Sredozemlja čim prej ven, da grem naprej, da vidim, kam se bo to dalo priti in zaradi korone in zaradi tega, da se po Sredozemlju, pa bom že kasneje se še vrnil in raziskal te predele, ki sem jih zdaj mogoče malo hitreje obdelal. Evo, zapuščen Cagliari. Bil sem skoraj 2 dni tukaj, oziroma včeraj pa danes. Zdaj pa sem se podal ven. Tole je za mano pogled na Cagliari. Zunaj je kar piha, je zdaj se vozilo, oziroma malo čez.